Lep pozdrav vsem, začeli z novinarsko konferenco o predstavitvi projekta skupne ekološke blagovne znamke Las Prlekija. Jaz bi najprej pozdravil gospod županjo Olgo Karba in se jih zahvalil v tej priložnosti v teh prostorih, oziroma da nam je pomagala oziroma omogočila, da lahko tukaj tudi izvajamo to promocijo oziroma predstavitev te blagovne znamke in bi kar predal besedo gospod županji, prosim za par spodbudnih besed. Ja, če se navežem na projekt Predmures, potem gre pri projektu skupne blagovne znamke Las Prlekija za nekoliko drugačno dimenzijo, vendar za poslanstvo primerljivega pomena. Oba projekta se navezujeta na energijo za življenje, na ohranjanje narave, skozi boljši aktivni odnos do nje in predvsem na nove priložnosti za razvoj, rast, nova delovna mesta in seveda tudi prepoznavnost. Prlečke in prleki smo delovni, vrljivi ljudje, naša zemlja je plodna in tudi naša ljubezen do nje je seveda neizmerna. Znamo pridelati in tudi ponuditi ekološko neoporečno hrano, ki je v Evropi in v svetu vse bolj iskana. Ta občutek v Prlekiji zelo dobro poznamo. Vsakič, ko iz lastnega vrta prinesemo kakšen kos zelenjave ali pa ga tudi kupimo od naših odličnih kmetovalcev. In po vzoru številnih regij, ki znajo pridelati hrano na ta način, ki so prepoznali tudi strani drugih kot ekološki pridelovalci, želimo združiti naše kmetovalce v prizadevanju za pridobitev tovrstnega statusa in prepoznavnosti. Projekt skupne blagovne znamke je po finančni vrednosti sorazmerno majhen projekt v tej prvi fazi. Z njim se ne bo v enem koraku oziroma ne bomo postali prepoznavna blagovna znamka na evropskem ali slovenskem trgu, vendar pomen tega projekta pa je vsaj 1000-krat večji kot njegov finančni domet. Združuje nas v ideji doseganja velikega cilja o združitvi naših potencialov, ki nam bo omogočila, da na trg plasiramo vse bolj in bolj iskano ekološko pridelano hrano. To je velika priložnost, ki jo ne smemo zamuditi. Pregovor pravi, da smo to, kar jemo. In če jemo prleško hrano, potem smo res odlični. To je misel, s katero želimo tudi navdušiti širše okolje. In danes začenjamo. Zato se iskreno zahvaljujem vsem, ki so vstopili v ta projekt in bodo prispevali k njegovi uresničitvi, kot tudi gospodu Marku Slaviču in sodelavcem, ki imajo pred seboj izziv in priložnost, da odprejo vrata novim priložnostim za naše kmetijstvo. Hvala lepa. Ja, hvala res za lepe, spodbudne besede. Jaz bi zdaj predstavil sam projekt te ekološke blagovne znamke, kako smo začeli. Kasneje pa bi Klaus še povedal o samem pravilniku, katerega smo izdali, in pa same strategije, ki smo jo tudi napisali, preden smo začeli oziroma v času, ko smo izvajali to blagovno znamko Eko Prlekija. Navezal se bom na leto 2009, ko smo ustanovili Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij. Takrat smo se združili in nas je bilo 14 članov. Danes lahko rečem z velikim veseljem, da nas je 27. Mogoče ni to neka velika številka, ampak za nas je to veliko preskok v tej naši regiji, kar pomeni, da smo za več kot 10 povečali članstvo, ker pri enem takih obliki kmetovanja je to vsekakor veliki napredek. Združili smo se nekako z namenom povezovanja, začutili smo to potrebo, da se povežemo, da se izobražujemo, da si med sabo povemo novosti, katere smo izvedli oziroma do katerih smo prišli na naših kmetijah in seveda tudi zaradi pristopa trženja, da bi lahko mogoče tudi skupaj tržili. Kasneje smo, pravzaprav hitro potem, ko smo se ustanovili, smo glih zaradi razloga tega trženja nekako začutili, da želimo postati tudi bolj prepoznavni, da želimo stopiti mogoče tudi malo dlje kot samo od Prlekije, ki smo vedeli, da se večino teh ekoloških izdelkov, pridelkov
še je takrat, nažalost, na srečo, prodalo izven regije, Prlekije ali pa Pomurja in zato smo pristopili k izdelavi blagovne znamke. To smo nekako naredili pri lokalni akcijski skupine, kjer smo v programu LIDER prijavili projekt skupne ekološke blagovne znamke Las Prlekija. Projekt je trajal približno 2,5 leti. Med tem časom smo mi bili vsekakor aktivni, razdelil se na prvo fazo in drugo fazo, se pravi prvi del in drugi del, vendar smo ves čas bili aktivni z ozaveščanjem širše javnosti. Naredili smo ogromno promocije v samem Pomurju, potem od Maribora, Ptuja, Ljubljane, Kopra. Že takrat smo se promovirali, čeprav še nismo imeli svoje lastne blagovne znamke, ampak smo ves čas čutili, da dejansko moramo stopiti v stik s potrošniki. Ti potrošniki so bili tudi seveda naše vodilo. Ves čas smo jih ozaveščali, jim seveda tudi pripovedovali pomenu zdrave ekološke hrane in na ta način tudi širili to ekološko zavest. Predstavili smo se tudi na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, tako da imamo 3 leta smo že do zdaj imeli svojo stojnico, tudi v letošnjem letu se dogovarjamo, da se seveda leto še posebej v tem zaključku projekta želimo to tudi predstaviti. V samem okviru projekta tega Las Prlekija, oziroma naše blagovne znamke Eko Prlekija, kot sem že prej povedal, je bilo neko naše vodilo, da se približamo potrošnikom na eni strani. Smo pripravili oziroma smo naredili 11 promocij po vseh občinah Las Prlekija, katere so nas podprle finančno. To se pravi od Apač do Ormoža, mogoče pač tu malo širši pojem Prlekije, ampak dejansko spada to kot Las, lokalna akcijska skupina. Lahko rečem, da so nas podprle vse občine. Projekt so videli, da je bil dobro nastavljen. Bili smo tudi ocenjeni kot najboljši projekt v tistem terminu, ko so bile vloge oddane. In po teh občinah smo dejansko vršili to promocijo, degustirali ekološko hrano od naših predelovalcev, izdelali seveda zloženke, plakate, razni drugi promocijski material, katerega smo delili in nagovarjali te potrošnike. Kot drugo stvar, ki se nam pozdi zelo pomembna, ker vemo, da otroci so neko naše veliko bogatstvo, smo se usmerili seveda tudi v šole in v vrtce. Tako da smo na večini šol tega Las Prlekije izvedli tudi promocijo ekološke hrane. Naredili smo stojnico pred šolo, zopet ponudili otrokom možnost, da podegustirajo. Pripravili smo učno uro ekološkega kmetijstva v šole. Otroci so bili zelo zainteresirani, tudi vne so bili zelo navdušeni nad hrano. Večinoma so nam rekli, da smo jim polepšali dan, tako da smo bili tudi mi zelo zadovoljni in z velikim veseljem tudi šli okoli po vseh teh lokacijah oziroma po vseh teh šolah. Same šole so pokazali tudi veliki interes po uvajanju ekološke hrane v šole in tudi v njihove vrtce, ki jih imajo. Smo se kar tudi dogovarjali za kakšna ekološka kosila ali ekološka malica, ekološke malice, tako da smo dejansko navezali neki stik tudi za bodočnost, za naprej. Z nekaterih, mogoče bi še to poudaril, da trenutno v nekaterih šolah že izvajamo tudi ekološka kosila oziroma ekološke malice, tako da imamo izkušnje. Mi se veselimo nekega sodelovanja, smo vstopili v stik in smatramo, da dejansko ta hrana, ki mi lahko ponudimo, našega izvora, prleškega oziroma domačega, ki je lokalnega izvora, je vsekakor boljša od tiste, ki jo vozimo ne vem koliko 1000 kilometrov tudi oddaljenosti. Danes se naš projekt te ekološke blagovne znamke zaključuje, vendar naše poslanstvo oziroma naše delo se ne bo končalo.
še naprej bomo širili to ekološko zavest, nagovarjali potrošnike in pa nekako za neki cilj smo si zadali, da, sem že prej povedal, začnemo še bolj intenzivno sodelovati z šolami in vrtci in jim ponuditi našo ekološko hrano, kajte zavedamo se, naše ekološke kmetije so raznolike, lahko jim ponudimo večino teh izdelkov, kateri tudi oni pripravljajo v njihovih šolah in seveda upamo in si želimo, da bomo to tudi nekako skupaj z šolami izpeljali. Zdaj prosim Klausa, da še on sam pove, pa še seveda Boga bi prosil, če sem nas kaj pozval, da še poveda. Lepo zdrav vsem skupaj, moje ime je Klaus Dieter Požgan, sem med drugim tudi član društva za promocijo Hrvaških ekoloških kmetij, vendar nisem kmetovalec, sem pa zelo naklonjen in temu projektu in seveda tudi celotne ekološke Slovenije na našem področju. Zdaj, težko bi bilo še kaj dosti dodati, glede na izvrstna predhodna govornika, bi pa se osredotočil na eno in sicer blagovna znamka kot taka. Poudaril bi, da gre v tem primeru te blagovne znamke Eko-Prlekija za območno ekološko blagovno znamko. Torej, označuje neko območje. Območje pokriva v bistvu območje 11 občin, ki so vključene v las Prlekija, zdaj bi malo popravo, središče ob Dravi do Apač na severu, če lahko rečem, tega naše Slovenije. Zdaj, območno pomeni sledeče. Pogoj, da nekdo lahko pridobi pravico do uporabe te blagovne znamke je, da je pač pravna ali fizična oseba, ki upravlja svojo dejavnost na tem območju, torej izhaja iz tega območja, ter da ima podeljen ekološki certifikat. To ste zdaj dva pogoja, eko, ekološki certifikat, območna blagovna znamka, pa da prihaja iz tega območja. Produkti, na katerih se lahko, oziroma ki so lahko vključeni v to blagovno znamko, morajo biti pridelani in predelani na geografskem območju las Prlekija. Kaj smo želeli s tem? Tukaj ni šlo za izključevanje nekoga, ki na tem območju ni, temveč gre za podporo našim domačim pridelovalcem in predelovalcem. Torej, kar nekaj naših pridelovalcev mora svoje produkte predelati zunaj našega območja in mi želimo ne samo, da na strani proizvodnje ekološke hrane, tudi predelave pri proizvodnih produktov dvignemo ta nivo in da bi čim več prihodnosti, čim več teh produktov tudi sami predelali in ta dodana vrednost bi enostavno potem tudi spet ostala v našem območju. Lokalno jemo, lokalno predelajmo, lokalno namen te znamke je predvsem tudi to, čim več prodati doma. Kot je Marko prej dejal, seveda, kar nekaj aktivnosti je bilo zunaj te regije oziroma subregije v celotni Sloveniji, vendar to ni bil del našega projekta. Naš projekt je bil osredotočen na lokalne skupnosti na območju las Prlekija in na javne zavode, predvsem šole, vrtce in tudi mogoče še kakšne domovi za starejše občane, da bi ti postali potrošniki lokalno pridelane hrane. Mislim, da je to najbolj trajnostno. Hkrati pa kot javni zavodi prispevamo potem tudi k temu, da podpremo domačo proizvodnjo. Toliko zdaj v samem tej znamki. Skratka, pravilnik imamo izdan, komisijo imamo imenovano, prve 3 pravice uporabe te znamke so se že podelile, čeprav še ne boste opazili na produktih, nekaterih že se pojavlja ta znamka, na nekaterih pa se bo zdaj šele začela pojavljati, ko zdaj zaključujemo projekt in moram reči, da še nekateri naši člani niso bili pripravljeni, operativno tehnično pripravljeni na to, da bi že danes imeli te obeležbe na svojih produktih. Zdaj, zahvalil bi se, tukaj bi še rad poudaril, seveda predvsem zdaj vsem lokalnim skupnostim. Pomeni, 11 občin je bilo partner v projektu,
pomagali so nam tako finančno, predvsem, kar je pa še bolj pomembno, na vseh teh predstavicah so sodelovali župani oziroma tudi predstavniki lokalne skupnosti in s tem so dali tudi širši javnosti signal, da je napočil čas, da postane ekološko predelana hrana tudi resna tema na našem območju. Nekoč, nekaj let nazaj še je to veljalo, da smo pač neki, da to bom dal na rekovaj hipiji, pa nekaj nadobudneži, ki pač nekaj tam kontrašijo z nekim drugim načinom pridelave, vendar, kot vemo, je to dan danes že postaja bolj pravilo kot izjema. Tako kot sem rekel, vsem občinam bi se zahvalil bi se vsem, ki so nam pomagali, tudi članom, ki so v bistvu skozi ta projekt prvič stopili skupaj, prvič so ustvarjali svojo prihodnost in skozi te izkušnje, ki smo jih dobili v teh 2 letih pa pol, sem prepričan, da nas bo vodila pot naprej. Jaz kaj več tukaj ne bi prav za dodati. Tudi z moje strani en lep pozdrav. Moje ime je Sara Raj. Jaz sem pripravila strategijo razvoja trženja in organizacijski model skupnega nastopa ekoloških pridelovalcev iz območja Las Prlekije. Sem pa tudi sama ekološki kmet in imam ekološko kmetijo v preusmeritvi. Ja, mogoče bi začela s tem, da smo izdelali, kot vsaka strategija, potrebuje prvo analizo. No in na območju Prlekije smo zasledili v razvojnih dokumentih, da seveda je nedvoumno izkazana pripravljenost vseh strateških dokumentih po sonaravnem kmetijstvu na območju Prlekije in seveda se razmere, moramo priznati, na tem področju izboljšujejo, niso pa še seveda nas zadovoljive. Predvsem povečanje števila preusmerjenih kmetij v primerjavi s drugimi območji v Sloveniji ostaja tukaj na območju Prlekije še vedno zanemarljivo. Prlekija predstavlja eno črno liso na zemljevidu Slovenije. Potem težava, mogoče je ta, da ponudniki območja še vedno nismo dovolj povezani, nimamo utrjenih tržnih poti, svoje pridelke pa seveda po večini prodajamo predvsem na svojem območju oziroma na kmetijah in pa tudi dosti za lastne potrebe. Proizvodi dostikrat kljub kakovosti seveda tako niso prepoznavni in dovolj uveljavljeni na trgu, kar pa se ima zopet za posledico nižjo ceno. Poleg tega se obstoječa ponudba, ki je zanimiva tudi z vidika turizma, to moram še najbolj poudariti danes, dosti premalo trži, tukaj bomo mogli še na območju Prlekije dosti postoriti, kajti mi vidimo dejansko v Prlekiji zeleno oazo in to tudi v bistvu en biser turistične ponudbe v slovenskem in tudi v mednarodnem merilu. No in prav z tem namenom smo se odločili pripraviti to strategijo. Mogoče, kar bi jaz dodala, da še dopolnila Marka, je to, da je naše društvo tudi izdelalo skupno vizijo, ki je na nek način v ozadju vsega tega našega delovanja in bi jo tudi prebrala. To je iskrenost do kupca, medsebojna pomoč in povezovanje med ekološkimi kmetijami in vzdrževanje kvalitete ter pestrosti ponudbe, vrednota zdrave v domačem okolju pridelane hrane, ki bo prepričala vedno več kmetovalcev po tovrstni pridelavi, predelavi in tovrstnem načinu življenja. No, zdaj pa mogoče čisto konkretno k tej strategiji. V tej analizi smo opravili izvedli vprašalnik, ki je v bistvu, kjer smo poprašali vseh, torej 25 kmetij, čeprav smo potem analizirali 21. Mogoče bi omenila, da je, tako kot je Marko povedal, sicer danes že 27 kmetij zavedenih, v tej analizi je bilo takrat že 25, od tega 11 kmetij z ekološkim certifikatom že pridobljenim, no in 10 kmetij v preusmeritvi. Osnovna kmetijska dejavnost na omenjenem območju v velikosti 177,71 hektarja je po večini poljedelstvo, preostali del se ukvarja s pridelavo sadja, z vinogradništvom, pridelavo zelenjave, z vrtnarstvom, čebelarstvom, rejo drobnice, konjerejo, govedorejo,
vzrejo plemenskih bikov, perovninarstvom, prašičerejo, pridelavo mleka, mesa, jajc in pa z izdelovanjem sirov. No, za povečanje proizvodnje na ekoloških kmetijah in kmetijah s preusmeritvijo smo ugotovili, da je seveda potrebno zagotoviti prodajo na trgu in pa predvsem organizirano tržiti naše proizvode, pridobiti večje površine zemljišč in pa na osnovi povezovanja kmetij, nabaviti tudi skupno mehanizacijo, razne predelovalne stroje za obdelavo, mletje, čiščenje, semen in tako dalje, kar poznamo zelo dobro pri naših severnih sosedih Avstrijcih. No, kar nekaj kmetov zaradi majhnosti vidi priložnost tudi preko prodaje preko vmesnih členov, raznih zadrug. Višja prodajna cena pa je bilo ugotovljeno, da ni bistvena za povečanje proizvodnje. No, prodaja in trženje pod lastno blagovno znamko je do sedaj uspela le 5 kmetom v naši skupini. 6 kmetij deluje pod večjimi skupinskimi blagovnimi znamkami, kot je Biodar, Eko meso, pa Zdrava malica. No, kar 11 kmetij je potem brez svoje prepoznavnosti in pa nima svoje blagovne znamke in ravno za te je tudi ta priložnost ob tej blagovni znamki, da lahko sedaj dejansko uporabijo tudi v bistvu pač to blagovno znamko Eko Prlekija. Kmetje prodajo svoje izdelke po večini, kot sem že povedala, na kmetiji ali pa tudi še po principu dostave na dom. Posamezniki se odpravljajo na stojnice, tako v občinah, oziroma predvsem v Mariboru in pa v večja mestna središča že tudi. Narašča tudi prodaja po internetu, čeprav to še v bistvu na zametkih. 2 predstavnika kmetov pa torej sodelujete tudi že v konceptu Zeleni zabojček. Praksa pa kaže, da kmetje pridobivajo kupce predvsem na teh sejmih in pa na raznih prezentacijah v teh večjih središčih mesta. Geografski domet te prodaje pa je dejansko po večini na območju 30 km. Zdaj, kar se tiče same strategije razvoja trženja, je dejstvo, da pri trženju naših proizvodov so pomembni predvsem naslednji dejavniki, kot je povečanje obsega in pestrost ponudbe, potem spodbujanje širitve obstoječih pridelovalcev, animiranje in pomoč potencialnim nosilcem predelave, informiranje in ozaveščanje širše javnosti, povečanje prepoznavnosti izdelkov, to smo naredili prvi korak z blagovno znamko skupno, potem seveda rast kakovosti ponudbe in pa potem tudi usposabljanje, razne izobraževanja ter pa preverjanje kakovosti. Zdaj, naše ciljne skupine, kot ste že slišali, so med drugim predvsem, torej poleg individualnih potrošnikov, javni sektor, občine, šole, vrtci, domovi za starejše občane, torej v tem sektorju je treba delati. Prav tako pa vidimo velik potencial prav na področju turizma in kulinarike, na katero tudi tukaj opozarjam, da bomo mogli v Prlekiji kar še nekaj postoriti v tej smeri. Termalni turizem in tako dalje, zdrava hrana v tem smislu. No, zdaj osnovne identificirane oblike prodaje, poleg teh tržnic, zabojčkov, prodaje v večjih centrih, seveda promocija po internetu. Tukaj mogoče moram omeniti, da smo priporočili tudi dejansko prospekte, material, internetne strani, dvojezične, imamo pri Žini Hrvaško, prav tako v končni fazi Avstrijo in ob koncu bi mogoče zaključila z trendi, ki so v bistvu prav tako zelo bistveni na področju trženja in dejansko jim moramo slediti, predvsem kar se tiče na področju kulture prehranjevanja. In če naj začnem mogoče z ženskami. Ženske danes vemo, da pridobivajo na moči in odločanju tako v družini kot na delu. Zaradi vedno bolj odgovornejših delovnih obveznosti so vse redkeje za štedilnikom.
in se več ne čutijo odgovorne za dnevno preživljanje družine. Rade pa povabijo na večerjo prijatelje ali sorodnike in znano je tudi, da moški raje presežejo po mesu, ženske pa smo tiste, ki nas bolj prepriča zdrava hrana. Potem, kar se tiče recimo gurmanske zrelosti, vemo, zahodna družba postaja vedno starejša, v doglednem času bomo kar tretjino Evropejcev prištevali k staremu prebivalstvu, starejši ljudje. Danes vemo, da izgledajo dostikrat veliko mlajši kot mladi ljudje in imajo tudi dostikrat več energije. Tukaj moramo povedati naši babice in detki, če imamo srečo, še radi popazijo na naše malčke, ob tem pa zopet prihaja v trend ta stara, torej zdrava, tradicionalna hrana, ki prav tako zopet posega po naravnih produktih. Potem hrana za možgane, izobrazba, vemo, je danes dosegljiva vedno večji množici ljudi, prav tako se spreminjajo učne metode in procesi, ki postajajo inovativnejši in bolj smiselni. No, šole, vemo, ponujajo razne tečaje, izobraževanje tudi v zvezi z zdravo prehrano, eno korak smo tudi mi v tej smeri kot društvo naredili. Vedno več je tudi razstav, muzejev, ki se ukvarjajo z vsebinami zdrave hrane in pa ozaveščajo o tem prehranjevanju publiko. Potem individualizem je prav tako en takšen trend. Individualnost, vemo, pomeni svobodo in možnost izbire. Niti norme, niti konvencije ne bodo odločale več o naši prihodnosti, temveč vsak posameznik zase. Vemo, vedno več je ljudi, nove oblike družin, bom rekla, kjer prihaja vedno bolj do izraza individualizem in tudi individualnost se odraža na načinu prehranjevanja, ki postaja pisan na kožo vsakemu posamezniku in vemo, v redkih skupnostih imate recimo partnerja enaka rada, enako hrano, samski ljudje pa se odločajo za hitro pripravljene jedi. Potem recimo nova ekologija, prav tako en trend, minili so časi, ko je ekologija pomenila odrekanje, potrošnje in želja. Nova ekologija je dosegljiva danes v bistvu na vsakem koraku, prav tako bio, ki pomeni dobesedno danes v zahodnih državah že standard. Turboindustrializacija je pustila največje posledice prav na načinu prehranjevanja, zato ni čudno, da se bo človek vedno bolj spraševal po viru in pa načinu pridelave ter pa po načinu vzreje živali in pa drugega. Ja, s tem bi jaz zaključila, mogoče to kratko predstavite, moje prispevke pa vam pošljem potem po internetu. Hvala, zdaj potem bi s to predstavitev končali. Jaz bi vas vse skupaj povabil še potem tudi v spodne prostore, kjer bomo imeli našo osrednjo predstavitev projekta in pa seveda potem tudi eno druženje o naši ekološki koleški hrani. Hvala.